Ja, tako, gremo kar k našemu drugemu gostu, je že z nami v studiu. Jaša Šaban, lepo pozdravljen. Kako si? Pozdrav. Odlično, super, prvič na TV Celje, ampak ste vsi tako fajn, da se počutim zelo dobrodošli. No, super. Preden pa začnemo, pa mogoče za tiste, ki te mogoče ne poznajo, daj se nam malo predstav, skod si, kakšni tvoji glasbeni začetki, pa mogoče čisto na kratko do danes, kaj se je kaj dogajalo. Ja, moje ime je Jaša Šaban, prihajam iz Ljubljane. Nekako začetki segajo v glasbeno šolo, ker sem pri 7-8 letih začel igrati kitaro, klasično namreč. In potem smo kot mulci valjda ustanovili nek band, rock and roll. In smo žgali po raznih gimnazijah, gor dol, smo igrali priredbe, smo ustvarjali tudi nek svoj album, na kar sem zelo ponosen. Kateri pa? Luck Don't Come Cheap, na katerem je svoje avtorske komade. Svoje avtorske komade, tako. Bili smo stari enih 23, no se je to v bistvu se je zavlekalo kar daleč. Potem pa me ljudje bolj poznajo mogoče iz oddaje Slovenija ima talent, kjer sem dobil zlati gumb od gospoda Čakarmiša, najbolj strozga žiranta. In v bistvu potem sem pa z drugim bandom, Stray Train, odšel na turnejo po Nemčiji, kjer smo doživeli ene zanimive stvari. No. Potem pa sem se zdaj odločil, da naredim pa v bistvu nek korak v svojo smer in da začnem ustvarjati muziko v slovenskem jeziku. Tako, blues, rock, pop, neko mešanco, nek svoj žanr. Solo varianta, ne? Tako, ta. Tako da sem zdaj v bistvu prvi svoj slovenski komad, samostojno izdal in upam, da ga bojo ljudje dobro sprejeli. Je pa tako, da itak je to zgodba, ki je na dolgi rok, kar pomeni, da imamo že neke komade pripravljene in da takoj, ko ga v bistvu že snemamo, potem gre verjetno jeseni tudi ven za publiko. Zdaj, ko si že omenil te talente in ta gumb, me zanima, ko je ta gumb padel, verjetno si bil v šoku. Ker verjetno niti v sanjah nisi mislil, da se bo kaj takega zgodilo. Ja, eni si celo upajo, ne bom niti naprej prišel, že tam bo katastrofa. Jaz moram reči, da sem se na Slovenija ima talent prijavil res tako, pa dajmo probati. Nisem res imel nobenih... Kot promocijo ali? Pa v bistvu ne kot promocijo, ker sem rekel, grem za foro, čista varianta. V bistvu. Brez ciljev? Brez ciljev, kar se je sicer mogoče na koncu izkazalo, da je boljš imeti cilje na začetku, ker potem je fajn to prepoznavnost izkoristiti. Ampak jaz sem se prijavil čistko, grem na audicijo, vzamem kitaro, odigram 3 komade in so me sprejeli in potem je bila audicija v operi in v bistvu sem igral en zelo neznan komad, country varianta. Nisi ene svoje avtorske, ne? Nisem svojih avtorskih, ampak ta komad je bil, mislim, ni bil toliko znan, se pravi je bil ekvivalenten nekemu avtorskemu, ki ga folk ne bi poznal tako ali pa drugače. In je bil nek country komad, kitara, vokal in Čakar mi še pritisnil na gumb in meni je bilo res zanimivo, da se je to zgodilo, sem bil zelo vesel, ampak poseben občutek. Si ta gumb in to dajo potem unovčil, tako si hotel? Jaz mislim iskreno, da ne dovolj. Zato, ker ko se pač prej že razlagal o tem, da ko se luči ugasnejo, ko se šov zaključi, se tudi neka tvoja promocija dost kmalu zaključi in če nimaš pripravljenega res materijala, da ga lansiraš takoj po vdaji, nekako greš v pozabo oziroma vse te določeni ljudje, ki te spremljajo pol tudi še naprej, absolutno, ampak te mase ljudi absolutno potem nimaš več za sabo oziroma postopoma pada. Verjetno pa so padali malo nastopi, po vdaji. To pa absolutno, zgodilo se... Ampak takrat si že bil še kot solist, Preden si šel za Stray Train. Tako, takrat sem bil solist, oni so me v bistvu videli na televiziji in so me potem povabili na audicijo v svojo skupino. Pa dejansko... Ja, mislim, definitivno sem spoznal ogromno enih ljudi. Saj tudi že prej sem deloval na glasbeni sceni, ampak nisem bil tako, ko bi rekel, aktiven oziroma nisem bil prisoten medijsko, bom tako rekel. Ampak poznal sem pa že odprej ljudi in ta oddaja mi potem prinesla to, da lahko potrkaš na marsikatera vrata in oni vejo, kdo si, odkje si, ne rabiš se več predstavljati od samega začetka, kar je pa tudi zelo super. In ti
ta vdaja potem omogoči to, da te določeni ljudje vidijo, ki bi radi sodelovali s tabo in potem imaš veliko enih, oziroma več opcij odprtih, kot si jih imel prej. Ja, kot da si se pol odločil, recimo iz skupine, zdaj spet nazaj, kaj te je kaj prevagali? Ja, moram reči, da mi smo v bistvu zdaj, skupina je nekako na pauzi, ker naša skupina je delovala v bistvu izključno zunaj meja Slovenije. Nič pri nas niste nastopali? Imeli smo kakšen koncert, ampak v bistvu več ali manj so oni igrali, oziroma smo igrali po Evropi, recimo. In smo imeli tudi neko turnejo z nemškim bendom. Imeli smo, mislim, da enih 15 koncertov po Nemčiji, Avstriji, ki je bila zame v bistvu super izkušnja. Jaz sem nekako kolebil, ali se prijavim še v en šov, kjer imitiraš znane osebnosti, ali pa grem z skupino pač na turnejo in sem rekel, grem na turnejo, ker to je v bistvu stvar, ki lahko doživiš samo enkrat v življenju. Je definitivno zelo zanimiva izkušnja in mislim, da sem se kar prav odločil. Pol sem pa rekel, zdaj klical me je Tadej Košir, mnogi ga bolj poznajo kot kitarista od MAF, oziroma kitarista pri Nini Pušlar, pa avtorja glasbe. In smo z njim, Alešem Retičem, Šeri Lukas, v bistvu so me poklicali, so rekli, lej, mi imamo ene 2 komada, ki se nam zdita primerna zate. Smo se dobili, smo se ful ujeli, so rekli, a bi probal v slovenščini. Sem rekel, lej, zakaj pa ne? Rekli so, manjka nam v Sloveniji moških vokalov nam primanjkuje, mi imamo težavo dobiti nekoga, nek moški vokal, ki bi sprejel naše komade, ker imajo pač mogoče stil malo bolj blues rock, in pol sem rekel, mogoče sem pa jaz prav za to in sem sprejel njihovo povabilo in smo začeli ustvarjati. Ker ti si prej izključno vse v angleškem jeziku. Je bilo to bolj zaradi, da se lažje v tujino lansiraš ali je bilo pač? Veš kaj, v bistvu vsa glasba, ki sem jo poslušal v smislu rock'n'rolla, bluesa, je nekako ameriška. Vsi ti bendi od Beatlesov do Stonesov, AC/DC, Guns N' Roses, je pač v angleščini, nekako se poistovetiš potem z angleškim jezikom. Pol smo pa itak z bendom preigravali tudi te komade, in ti angleščina enostavno postane bolj domača v neki fazi kot slovenski jezik. V bistvu zelo zanimivo. Ko se enkrat navadiš na angleščino in potem za 5 komad v slovenščini, je kar tak čuden občutek. Ampak itak slovenščina je pač materni jezik in potem na koncu ni bilo takih problemov, kot sem mislil, da bojo. Je pa tako, pač v slovenščini se lažje izražamo, mogoče se nam zdijo neka besedila malo smešna, kakor v angleščini, ker pač, kaj pa jaz vem, tako kakor se zdi Američanu angleško besedilo na isti način, kakor se nam zdi slovensko besedilo. Ja. V bistvu je samo drugačen pogled, materni jezik je pač materni jezik. Absolutno. Pa mogoče ta nek stil roka, angleščina meni osebno bolj odgovarja. Kar pa ne pomeni, da se ne da narediti dobrih slovenskih komadov. Ja. Absolutno imamo tukaj bende Siddharto, Tabu, Dan D, ki so naredili izvrstna besedila, ki se mi zdi, da tudi sovpadejo z njihovo muziko. Ker pri slovenščini se mi zdi zelo zahtevno napisati dobro slovensko besedilo, ki paše v nek komad. Ja. Se pravi, da niso samo te vsakdanje besede, ampak da se uporabi tudi kakšno frazo, mogoče kakšno neobičajno slovensko besedo oziroma staro slovensko besedo, da niso samo te besede, ki jih uporabljamo vsak dan. To se mi zdi zelo zanimivo in če znaš to vključiti v muziko, se mi zdi, da lahko narediš dober slovenski komad. Ja, dosti reče, da je slovenski jezik za delanje pesmi je težek in zahteven. Absolutno, tudi jaz sem razmišljal o tem in se mi zdi, slovenščina ima, se mi zdi, veliko zlogov, recimo, in za samo petje je lažje, če ni toliko zlogov, recimo beseda ljubezen ali pa beseda love v slovenščini. Ja. In definitivno je teh besed toliko, da ko sestaviš in pogledaš skupaj, nekako manj zlogov lepše pelje ritem cele skladbe. Pa še več pomeni, ki so, ne? Pa še ta varianta. Love je lahko marsikaj, ne? Točno tako. Zdaj, me pa tudi zanima, recimo, ti si navajen na te turneje nastope, ne? Kako si se pa recimo zdaj počutil, ko tega ni bilo? Ti je bilo recimo težko?
Navajen si bil, ne? Mislim, da vsakmu glasbeniku je to en velik manko, da ni koncertov, da ni ljudi pod odrom. Ampak, kaj pa vem, moram pa reči, da sem tudi doživel neko pozitivno stran te epidemije in to je sicer, da sem odkril, da mi glasba res pomeni en velik del življenja, da je to nekaj brez česar ne morem, da ni glasba niso samo koncerti, publika, ampak da moraš biti zadovoljen tudi se usesti sam s sabo, si zaigrati nek komad, sam sebi mogoče in ob tem uživati. In jaz sem gotovo, da je to način izražanja, ki meni ustreza, ki mi je blizu. In sem v bistvu odkril, da glasba bo velik del mojega življenja v kjerikoli obliki. A si v tem času tudi recimo kak komad sam napisal, zaigral, recimo? Ja, kakor sem rekel, zdaj v bistvu z to ekipo, ki sem jo prej omenil, smo naredili ta komad, ki smo ga začeli delati že oktobra, ampak se je zaradi vseh epidemioloških ukrepov. Že od oktobra se je vlekl. Tako, ja. In potem smo imeli kdo je zbolel in tako naprej in potem smo mogli pač prekiniti, ker pač glasbo delati preko raznih Skypeov in takih stvari se mi zdi nemogoče. To je pač stvar, ki se dobiš in potem dobivaš ideje, neka interakcija, neka energija, skupaj napišeš besedilo in tako naprej. In smo raje rekli, da idemo malo počakati in smo v bistvu ustvarili ta komad in naslednji je pa že v bistvu ga snimamo, je že v fazi snimanja. Že bo kmalu. V bistvu, ne vem, mislim, da bo jeseni lansiran, bom tako rekel. Še treba malo spiliti, Tako, ker je poletje, grejo ljudje na počitnice in si vemo. In tudi promocije ni, ne? In tudi promocije ni, tako da nekako je ta sezonska jeseni, spomladi in se probam mogoče zdaj tega držati. Tako da bomo videli. Zdaj, naslov je zelo zanimiv, zadnji song, kar ne pomeni, da bo zadnji, ampak vseeno, tak posrečen naslov. Dajmo reči, da je zadnji song v epidemiji. Na tak način je to mišljen. Ja, jaz upam, da bo, v bistvu lahko si ga razlagaš na marsikjer način, ampak jaz v bistvu rečem, ker ljudje pravijo, valjda ni tvoj zadnji song, sem rekel, dajte tako vzeti, da je zadnji song v epidemiji in dajmo tako pogledati, da bo upam, da kmalu konc tega, da se jeseni že kaj začne stvar normalizirati in da začnemo spet neko normalno življenje. Tako glasbeniki kot vsi ostali ljudje. Si tudi pomagal pri besedilu pri tej pesmi? Ja, besedilo smo napisali skupaj. Vsak je nekaj prispeval? Vsak je nekaj prispeval. Hoteli smo v bistvu opisati nekako to stanje, da glasbeniki še vedno kljub temu, da ni koncertov, da ni publike, še vedno vztrajamo v glasbi, da še vedno iščemo nek smisel, ker se drugače ne znamo izražati, ker je to nek način, na katerega mi delujemo in tukaj so lahko glasbeniki, so lahko igralci, so lahko plesalci, skratka, vse vrste umetniki in v končni fazi tudi vsak sleherni človek, ki je mogoče v tej epidemiji vstal brez nekega svojega dela, ki ga je prej upravljal. Spravi tudi v bistvu nek posameznik, ki ga je epidemija prizadela, ampak še vedno vztraja, še vedno upa na nek boljši jutri in verjame, da se bo to zgodilo. Kako si pa zadovoljen s samim spotom, z izdelkom? Moram reči, da mi smo Ker to je le bil prvi, nekaj posebnega je, prvi slovenski. Se pravi, mi smo hoteli prikazati to, pač oder, jaz sem sam na odru, oziroma plesalka je sama na odru, mi dva vsak sam v zaodrju se pripravljava na nastop in ga potem tudi izpeljeva na praznem odru oziroma pred praznim prizoriščem. In sva v bistvu hotela pokazati vsak svojo zgodbo, kako mi dva še vedno ustrajava in funkcionirava. In ja, spot smo zelo lepo zapeljali in sem ponosen in vesel, da je to moj prvi spot za slovenski komad. Verjetno si dobil tudi veliko pozitivnih komentarjev. Ja, definitivno. Podporo, Mogoče sem bil mal v nevednosti, ker v bistvu ni zdaj ta klasičen rock komad, katerega bi mogoče ljudje pričakovali od mene, ampak se mi zdi, da je point to, da ti samega sebe, svoj glas, svojo barvo, svoj način postaviš v kjerkoli žanr.
Ne. To se mi je zdelo zanimivo tudi pri sodelovanju Ževža, recimo, ne. Ker mi je on predlagal to zadevo, ne, sem si mislil, ok, Ževža je rap, ne vem, kako bom videl zdaj to z Rokom skupaj spravila, ampak pol na koncu gotoviš, oziroma tudi Ževža je rekel, lej, bodi sam tu, kar si, ker jaz hočem tebe v tem komadu noter. In sem rekel, ok, deva se pol tako lotiti in sem naredil v bistvu nek svoj part in na koncu sva združila in ugotovila, da je v bistvu važno samo to, da si res to ti kot artist, da to zagovarjaš in pol nima veze, kjer žanr točno je, se pravim. In definitivno lahko pričakujejo tudi kaj malo bolj rockerskega še v naslednjih komadih, ampak jaz ostajam zvest sam v sebi. Se pravi, zdaj ta dva komada, ko ste od zunaj, ne, oba sta čisto različna, ne? Kako bo pa tretji, recimo, ne? Ja, tretji bo pa mogoče, zdaj ta je bil balada, oziroma tudi ta Ževža komad je bolj balada. Ta bo pa mečkan bolj poskočen. Aha, veseli ritmi. Če rečem. Ja, v bistvu še vedno v tem stilu, pop, blues, rocka, ne. Ampak mečkan bolj poskočen komad mogoče, ja. Bo šel, mislim, da kar hitro v uho. Ker tudi meni, ko sem ga prvič slišal, oziroma ko smo ga zapeli, neverjetno, ampak se mi je pel cel dan v glavi, kar je v bistvu pol že, si rečeš, ok, mogoče pa je nekaj na tem, pa dajmo ta komad izdati. Slovenski verjetno predvidevam? Tudi slovenski komad. Aha. Si sam besedilo napisal ali je spet sodelovanje? V bistvu sodelujemo, ja, nekako skupaj s to ekipo, ker se mi zdi, da oni so prisotni na tem glasbenem trgu že kar nekaj časa in nekako vejo, kako stvari funkcionirajo. In sem rekel, mogoče je dobro začeti z neko tako izkušeno ekipo, da dobiš priložnost in mi se imamo fajn, mi se v bistvu dobimo, začnemo komad, v bistvu Sherry Lucas v angleščini napiše komad, ker je Avstralka, a ne? In vi pa to prevajate, ne? Zanimivo dejstvo, ja. In potem mi pač prevajamo, ampak v smislu, da iščemo podobno zložne besede, a ne? Kar je verjetno zelo težko, ne? Kar je zelo težko, pač ne iščemo istega pomena, hočemo pač... Ker se ne da, ne? Ne da se absolutno tudi direktno prevajati, ampak v bistvu se vprašamo, kaj bi jaz kot artist rad sporočil ljudem, a ne? Tako je nastal tudi recimo ta zadnji song in potem nekako iščemo iste podobne zloge in to, ja, to, kar se v bistvu loteš teh stvari, ugotoviš, da to je dost težka naloga in da dobro slovensko besedilo, ki paše v samo skladbo, je izjemno težko napisati. Zato tudi recimo cenim, so mi zelo všeč slovenski stari komadi, ne. Recimo, ki so tako podcenjeni, ne? Ampak ja, jaz mislim, da vseeno imajo še nek respekt v smislu izvajalcev Majda Sepe in tako naprej, ne. Komadi, kot so Med iskrenimi ljudmi, Zemlja pleše. Ki ga vsi znajo, ne? Vsi znajo in tudi, če pogledamo besedilo, si ga lahko preberemo kot neko poezijo praktično. To besedilo ni plehko, oziroma da bi uporabljali neko vsakdanje besede, ampak ima fantastičen pomen, kot recimo sam stavek, Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. To, če že kot stavek poveš nekomu, je super stavek. Lepa misel, ja. Lepa misel. Če ga pa še umestiš noter v skladbo, ga zapoješ, se mi pa to zdi nekaj fantastičnega. In to so bili tekstopisci, ki so se res ukvarjali s temi stvarmi, ne. Danes lahko vsak napiše komad, zdaj to je po eni strani dober, po drugi strani pa lahko tudi nivo ful niha, no. Zdaj pa za konec, mogoče tudi tebe bi prosil za kratek komentar Evrovizije. Včeraj smo imeli prvi predizbor, tako smo že prej že ugotovila, naša žal izpadla. Kako si sam ti na to gledal, na sam nastop, na samo prireditev? Jaz moram reči, Eurosong... Koronski Eurosong bi lahko rekla, ne? Videli so se te omejitve, ni bilo tako sproščeno vzdušje, ne? Ni bilo, ampak sem vsem bil ful vesel, ker sem zagledal gledalce v dvorani. Sem rekel, evo, mogoče pa gremo zdaj v neko pravo smer, končno se stvari odpirajo. Tako da tega sem bil skoraj... To je bil v bistvu prvi koncert, ne? Prvi koncert. Tega sem bil skoraj najbolj vesel od vsega, ker sem to zagledal. Ker videti publiko v dvorani, občinstvo... Bilo jih je okrog 3000, ampak čuli se jih je pa kar, ne?
So se Jaz sem mislil, da jih je več, iskreno. Ja, izgledali tako. 3500, kako so rekli, da jih je. Tako. Drugač pa jaz izjemno cenim vsakega izvajalca, ki se postavi na ta oder, ker praktično največji svetovni oder gledate veliko število gledalcev. Posod, ja. In bom rekel, imeti pogum, iti na ta oder in bom rekel besedo odbit komad, tako kot ga je Ana Soklič, suvereno, izjemno, lahko rečem samo... Kaj misliš, da ti catch, zakaj recimo nismo prišli naprej? Sam oder, sam nastop je bil tak, ni bil glih, Kaj pa je sem... ali besedilo, ne? Mislim, vsak ima neko svoje mnenje, vsak ima nek svoj okus. Težko je biti pameten, ker če bi vedeli formulo, pol bi zmagal. Ja. Recimo, ne. Tako je pa, kaj pa je sem, jaz mislim, da je Ana izvirala iz sebe, ker najbolj pomembno na takem odru je, da si ti samozavesten in prepričan in globoko verjameš v to skladbo, ker če ne, nikoli ne boš tako prezentiral, kakor je ona. Tako da jaz lahko rečem... dosti slabših komadov, ki so pa prišli prej, izgleda splet okoliščin, ne? Ja, pa vsi vemo, da Eurosong je malo kuhna, sosedje dajo sosedom, ne? Ampak je pa tako nepredvidljiv, da praktično ne moreš vedeti, kaj se bo zgodilo. Enkrat zmagajo Lordi, enkrat... Ja, vsako leto drugačno. Tudi Portugalc vemo, ne? Tudi Portugalc. Zdaj so favoriti Italijani z neko rock zasedbo. Ja, ti je všeč? Meni komad osebno ni všeč. Mene je zanimiv. Italija, Francija, Malta, to je top 3. To je, ne? In če pogledaš... Ko se vsi razlikujejo med sabo, vsi trije komadi, ne? Tako, ne. Italija, rock komadi, bench G na odru, francozinja, umirjena v francoščini, mogoče ima tudi to nek svoj čar, tudi Italijani v italijanščini pojejo, ne? Ja, oni tako skozi v italijanščini, ne? Oni so ponosni na svoj jezik. Kar je zelo zanimiv, ker... Je pa zanimiv na koncu, ko te točke dodelijo, da večinoma v vseh državah en komad izstopa, tisto zmaga, v večino državah izstopa, ne? Kar je zelo zanimiv, ne? Da je več kot polovica držav interesira isti komad, ne? Za zmagovalca. Kar je malo hecno, ne? To je vsako leto, ne? Sej v bistvu te stavnice se lahko zelo hitro obrnejo, pravijo in potem zmaga čist nekdo drug. Kukaj recimo soseda Hrvaška, kateri so napovedovali. Letos. Tako, vstop v finale. In potem, pa niso prišli, ne. Pa bi rekel, so imeli dost klasičen evrovizijski komad, oziroma imeli so šov, dogajali se je. Ja, dober. Očitno nekaj ni, ampak noben ne ve, če bi vedel, je to odgovor na vprašanje za $1 milijon. Kdo je tvoj favorit? Na kaj bi stavil? Moj favorit, kaj pa vem, jaz bom rekel, ne zmaga rock and roll, pa ne zmaga Italija. Aha, ok. Čist tako, da je... Italija že dolgo ni, ja. Tako pa, da je pač, meni všeč, da so malo drugačni izvajalci. Kaj bi pa bilo, če bi pogruntali neko formulo in vsako leto pošiljali isto formulo na Eurosong, komadi bi bili vsi isti. Ne vem, če poznaš, Švedska ima zelo zanimiv sistem, prednji izbor favorita imajo, ne mislim, da 4 ali 5 predizborov, potem neko polfinale, finale, se res poglobijo, to traja tam melodije in festival, nekaj taga je, ne. Bila je prav takrat gostja punca, ki je pela tudi na EMI, Švedinja, zdaj se ne morem spomniti, kak je bilo ime, in je razlagala, tam to prav tisti, ko bi rekel, noben ne noče zamuditi, to prav festival, ki traja ne vem koliko časa, ne. Prav resno se lotijo tega, ne. In res se prijavijo vsi in delajo samo na tem, ne, in pa zberejo. Enega vemo pa, da Švedska vsako leto med 5, ne. To je pa nekak rezultat, da res vlagajo, ne. Ja, zgleda, da je nekaj na tem. Švedi so načeloma tudi v sami glasbeni industriji eni močnejših avtorjev, tudi pišejo za Američane, za vse te uspešne pevke, so od zadnji neke švedske založbe, švedskimi avtorji, kar pomeni, da zgleda Švedska ima neko formulo, ki je lahko uspešna, in to, kar si rekel, da so v top 5 ponavadi, je dovolj zgovoren podatek. Mogoče celo oni narekujejo nek tempo, nek nivo, kaj pa vem, ampak se pravim, Evrovizija je tako kot loterija. Nikoli ne veš, če boš zadev ali boš totalno zgrešil. Ja, res je, ja. Ampak na koncu je važno, da si ti ponosen nase, in jaz mislim, da moramo mi biti ponosni na svojega izvajalca, ker
je bila tako ona ponosna na nas in moramo tudi mi biti na njo. Do šimfanja, ne? Tako. Je super, malo smo se zagovorila, ampak vseeno hvala, da si prišel na studio, da smo poklepetala. Za konec mogoče besedo dve o tvojem spotu, potem se gremo pa kar pogledati. Tako, hvala za povabilo. Ja, moj spot, zadnji song govori o tem, da kljub temu, da se zelo malo stvari dogaja, kljub temu, da smo v tej situaciji, ki ni luštna za nikogar, da moramo še vedno vztrajati in upati na boljši jutri, ker definitivno prihaja. Poglejte si ga. Hvala.